Tole je parafinska sveča in tole je elektronska. Obe je potrebno odvreči v poseben zabojnik. Nato pa vse odpadne sveče odpeljejo v predelovalnico. Tale na Jesenicah je edina v Sloveniji. Tukaj ločijo elektronske in parafinske sveče, nečistoče in pokrovčke in vse to počnejo ročno. Iz lončka elektronske sveče ročno izvlečejo notranji modul, nato odstranijo še baterijo. Elektronske sveče ni mogoče v celoti reciklirati in so zato okolju bolj škodljive. Nevarni odpadki so baterija in dodane težke kovine, drugače je s parafinsko svečo. Tole je vosek, ki ostane, ko ga ločijo od plastike. Kot vidite, je umazan, zato ga je treba prečistiti in ves ta vosek nato dajo v posebne posode in preko polža gre iz teh posod v kotle. V teh kotlih so zelo visoke temperature, in zato se vosek stopi, se prečisti, umazanija ostane na dnu in nato je vosek pripravljen za vlivanje v posebne posode. V teh posodah se vosek strjuje dan ali dva, in na koncu potem izgleda takole. Gospa Mojca, kaj naredite potem z njim? Vosek oddamo v tujino in iz tega naredijo prižigalce kaminov. Plastične lončke sveč zmeljejo, da nastane fin prah, ki je nato ponovno uporaben. Iz tega finega prahu damo 10% v Slovenijo, 90% v tujino, naredi se pa gradbeni material. Z recikliranjem 1 tone odpadnih nagrobnih sveč v povprečju dobimo več kot 350 kg plastike, okoli 440 kg parafina, 10 kg kovin in 8 kg baterij. Torej, nagrobne sveče prižigajte v zmernih količinah. Kakšna sveča manj na grobu naših najbližjih ne bo pomenila, da smo nanje pozabili.